Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, dobro večer in dobrodošli v naši družbi. Zime sezone 2015-2016 je konec in zdaj aprila je čas, da pogledamo seveda tudi nazaj, kaj vse se je dogajalo po zimi v Kranjski Gori in zato je čas tudi za oddajo občine Kranjska Gora. Zato v našem studiu nocoj gostimo župana občine Kranjska Gora, z nami je Jani Hrovat. Jani, dobro večer, lepo pozdravljeni. Dobro večer vsem gledalcem in gledalkam ATM televizije in vsem ostalim občanom občine Kranjska Gora. Že dolg časa se nismo videli, ampak mislim, da bo danes z Bojanom kar nekaj uspela povedati, kar vas zanima. Ja, vsekakor. 11. seja je za vami v tem mandatu in mogoče na kratko malo o seji, kajti vseeno ste govorili tudi o rebalansu, torej o proračunu, pa če nam lahko malo več poveste o tej temi in pa seveda tudi o ostalih točkah. Ja, 11 sej smo imeli, odkar sem nastopil moje županovanje in mislim, da je bila ta z rebalansom ena pomembnejših. Pač vsaka občina z rebalansom pač poravna ta nihanja v proračunu in zadosti in ugodi vsem željam, ki se pojavljajo v tekočem letu. Občina, ki je aktivna, ki pač iz meseca v mesec sprejema nove naloge, nove izzive, seveda mora z rebalansom uravnavati ta proračun, ker zadeva je živa, pojavljajo se stvari, ki se jih ne da izpeljati, pojavljajo se nove stvari, nove izzivi, nove potrebe, tudi pač kakšne izredne dogodke beležimo v naši občini in vse to je tudi vzrok za rebalans proračuna, ki ne more predvideti v jesenskem času tega razvoja dogodkov, ki sledi preko zime, pomladi in naprej v poletje. To je to. No, omenili ste zimo, za nami je še ena zima, ki je seveda glavna tema vseh sezon v občini Kranjska Gora. Pokal Vitranc in pa seveda planiški poleti že dolgo leta v koledarju. Letos pa smo imeli kar 4 svetovne pokale. Ja, res, kar ponosen sem lahko, da sem župan občine, ki ima toliko prireditev na svetovnem nivoju. Letos smo jih imeli 4, od svetovnega pokala invalidov v alpskem smučanju, pa tekov v planici, pa svetovnega pokala v alpskem smučanju, pokal Vitranc in seveda višek sezone in zaključek seveda tega cikla z nadvse uspešno planico 2016, finale svetovnega pokala v poletih in rekordnim obiskom, ki je sledil. Ob tej priliki naj se zahvalim vsem prostovoljcem, vsem organizatorjem, vsem občanom, ki so pač z svojo prisotnostjo, z svojim sodelovanjem v teh zgodbah pokazali, da nam ni vseeno za naše kraje, da se še kako zavedamo pomembnosti teh dogodkov in da je promocija in sama prepoznavnost občine Kranjska Gora skozi te dogodke neprecenljiva in da se jo v bistvu ne da meriti z financami, se pravi, take reklame si občina Kranjska Gora in si slučajno ne bi mogla privoščiti nikjer drugje, tukaj pa jo paralelno z dogodki pač dobimo. In kako ste videli zimsko sezono nasplošno? Seveda spet tako kot vsako leto borba žičničarjev, da pripravijo smučišča in letos je šlo to kar do konca marca. Ja, izredno vesel sem, da smo kljub
relativno slabi zimi z malo padavin in seveda tudi visokim temperaturam uspeli v Kranjski Gori zagotoviti sneg že v začetku decembra, da so fantje iz podjetja RTC ujeli prvi hladen val v začetku decembra, zagotovili sneg na teh smučiščih, ki so tudi najbolj pomembna za sam turizem Kranjske Gore, se pravi od Žičance Kekec pa do Preseke, in tako smo uspeli zagotoviti 120 smučarskih dni, kot sem slišal Klavdijo Gomboc, vodjo trženja in predsednico turističnega društva par dni nazaj. To pa je kar uspeh za tako zimo, kot je bila, in lahko smo veseli, da pač imamo tako ekipo. Sami veste, pa tudi ti, Bojan, da je za turistične agencije, za turoperatorje, ki prodajajo destinacije širom sveta, pomembna ta snežna garancija, ki je dana v višini 90 dni. Se pravi, da Kranjska Gora kljub svoji legi in poziciji brez vsakega problema zagotovi teh 90 do 100 snežnih dni, kar nas uvršča na seznam resnih smučišč, in mislim, da kljub nizki legi Kranjska Gora ima perspektivo v zimskem in seveda tudi letnem turizmu, tako da jaz sem optimist in verjamem, da Kranjska Gora ima prihodnost. No, še enkrat se dotakneva zime, in sicer zaradi dogodka, ki sledi v začetku junija, in sicer FIS kongres v Cancunu za organizacijo nordijskega svetovnega prvenstva leta 2021. Planica se že tretjič poteguje, po letu 2017 in 2019 tudi 2021. Mogoče še besede ali dve o tem seminarju, ali pa bomo rekli o tem sestanku. Ja, to je kongres mednarodne smučarske organizacije FIS, in sicer letos se ta kongres prireja v mehiškem Cancunu. Tam bo z močno delegacijo prisotna tudi Smučarska zveza Slovenije in organizacijski komite Planica. Tam se bo pač Planica predstavljala v kategoriji možnih organizatorjev za svetovno nordijsko prvenstvo leta 2021. Vsi občani skoraj že veste, pa tudi ti, Bojan, da je Planica že dvakrat neuspešno kandidirala za ta svetovno prvenstvo, in upam, da zdaj vsled teh zelo uspešnih dni v Planici v letošnji zimi, vsled novih naprav, novega nordijskega centra in nasplošno prepoznavnosti Planice kot take, da uspemo dobiti svetovno prvenstvo, ki bo pa še dodaten motiv za naše kraje, za mogoče dograditev še kakšne smučarske naprave nujno potrebne za izvedbo nordijskega svetovnega prvenstva, morda malo izboljšanja tudi prometne infrastrukture, ki je na naših krajih pač v zadnjem času res slaba. In jaz mislim, da moramo napeti vse moči, da ta prvenstvo dobimo. Ja, seveda bomo v začetku junija vsi držali pesti, zato ne nazadnje je tudi veliko tekem še pred tem svetovnim prvenstvom, tako v nordijski kombinaciji, pa tudi v tekih, pa poletne velike nagrade. Tako da bomo seveda še posebej napeti junija. No, do takrat pa sta še 2 meseca, in april je zdaj ponavadi tisti mesec, ko seveda sneg skopni, ne glede na to, koliko ga je padlo, in tudi letos je temu tako. In zdaj je čas za čistilne akcije.
Ja, res je, ko v naših krajih odleze sneg iz zadnjih grap in dolin, takrat se pokažejo pač te sledovi zime, ki so pustili pač pečat, odkrijejo se smeti, pokažejo se razpoke v cestiščih, luknje, pokažejo se pač stvari, ki jih zima prinaša, in tukaj bi mogoče letos apeliral na naše občane, od moje strani do Rateč, da se vsi skupaj udeležimo teh nekdaj očiščevalnih akcij, smo rekli, zdaj pa, ko vsi skupaj opažamo, da je res, da nekaj manj smeti odvrženih preko zime po naših krajih, da bi mogoče to akcijo nadgradili, da bi rekli, da je to urejevanje naših krajev, da bi skupaj področja mogoče, ki so zaraščena, ki so polna vejevja tega rastlinja, ki v zimskem času pač propada, da se te območja aktivno očistijo, da se pač skupaj s komunalo, ki bo potem te obreze, te veje, te stvari, ki se pač pri temu zberajo, odpeljala na deponije, na zeleno brez, na druge pač za to določene prostore, da res naredimo en preskok naprej, da poskušamo narediti tudi pač to našo dolino očem prijaznejšo, da poskušamo te zarašle brežine rek, da poskušamo te obcestne postajališča očistiti, jih tudi pokositi, jih pomulčati, odstraniti veje, te podrta drevesa in s tem pokazati, da nam je še kako mar za naše kraje. Tukaj moram pohvaliti že te pridne člane turističnega društva Dovje Mojstrana, ki so kot prvi začeli s to akcijo in pred 2 dnevi v Mojstranu čistili področja prot, Bora, kot pravijo Mojstrančani, in ta del ob Savi, tako da mislim, da so oni pokazali, kako si želijo pač očiščene narave v naših krajih. In seveda upamo, da si bodo to želeli vse občanke in pa občani občine Kranjska Gora. No, seveda, čistilne akcije so, bomo rekli, začetek tega obdobja po zimi, ostalo pa so projekti, in zdaj boste seveda nadaljevali s projekti, pa mogoče greva kar od zahoda proti vzhodu, pa začneva kar pri Ratečah, pa preko Podkorena in tako naprej. Kaj vse je v načrtih v letošnjem letu, recimo? Bojan, jaz si nisem pač stvari napisal in bom povedal mogoče samo večje zadeve od Rateč do Mojstrane. Veliko stvari je predvidenih, veliko stvari je za letošnje leto tudi v proračunu, ampak mogoče, če začneva pri Ratečah, za letošnje leto je v Ratečah največja investicija obnova ceste od gasilskega doma do magistralke, se pravi mimo Šurca in Mojmira, z ugraditvijo javne razsvetljave. Tukaj bo investicija kar nekaj 200 000 evrov. V Ratečah se predvideva tudi ureditev tega poškodovanega postajališča za avtobuse pri vrtcu, pa v Ratečah se zaključuje urejanje športnih igrišč na železniški postaji. Tam mislim, da se bo namestila še razsvetljava, uredila okolica, proti Planic in kolesarska steza pa je predvidena
v tej perspektivi finančni naslednji, da se poskuša pridobiti neka sredstva za izgradnjo dodatne steze kolesarske steze proti Planici in sanacijo le-teh asfaltnih površin proti Kranjski Gori, ki so že poškodovane, se pravi uničene v teh letih, odkar je bila kolesarska steza narejena. V Podkorenu je letošnjo finančno obdobje, letošnje leto, predvidena sanacija vaškega jedra. Mislim, da to po tolikih letih je potrebno. Menjava teh pranih plošč, fugiranje, menjava granitnih kock, dotrajanega asfalta, nekaj dodatnih kvadratnih metrov asfalta je za preplastitev namenjenega, pa seveda namenjenega imamo okrog 60.000 evrov za obnovo starega gasilskega doma, ki bi se uporabljal za namene krajevne skupnosti, za namene kulturnega društva Podkoren in za namene vseh občanov oziroma krajanov Podkorena, agrarne skupnosti in vseh društv, ki delujejo na področju Podkorena. Nekaj imamo tudi namenjenega v Podkorenu za dograditev javne razsvetljave, ki je pomanjkljiva, osvetlitev križišča po gasilskem domu, ureditev razsvetljave mimo Senca, pa seveda tukaj moramo omeniti, da bomo poskušali ugoditi dolgoletnim prošnjam prebivalcev Podkorena, da se osvetli in da se reši ta nevaren del, ki ga krajani Podkorena uporabljajo, prehajanja Kranjska Gora Podkoren po kolesarski progi, se pravi, da bi v letošnjem letu osvetlili kolesarsko progo in da bi jo lahko uporabljali za v bistvu kot peš povezavo Podkoren-Rateče. V Kranjski Gori je predvidenih kar nekaj sanacij cest, od Kompasa do bivše šole, vzporedno z parkirišči pred banko, se pravi pred Gorenjsko banko, pripravo na vgraditev parkomatov, modrih con. Zdaj ne morem reči, da se bodo svetniki odločili za vgraditev parkomatov v te cone že letošnjo zimo, ali bomo to počakali na naslednja leta. Vsekakor pa bo vse pripravljeno za uvedbo parkomatov v tem ožjem delu Kranjske Gore. Pod Kranjsko Goro seveda spada kar nekaj še drugih stvari, in sicer nadaljevanje te ureditve Jasne z nekaj igrali, z v bistvu potjo za knajpanje, ki bo popestrila to zadevo, ki je v Jasni že zdaj kar v bistvu atraktivna. In seveda tukaj moramo omeniti še ureditev in pričetek gradnje golf igrišč v smeri Loga proti Martuljku iz sedanjega vadbišča v Porentovem domu, pa še kar nekaj stvari po Kranjski Gori. Od tega bi izpostavil mogoče začetek urejanja športnega parka Ruteč, ki je obstal pred parimi leti. Vsi pa se zavedamo, da Kranjska Gora kot turističen center resnično rab kvalitetna igrišča za
priprav teh nogometnih in drugih športnih ekip. Zato smo namenili kar nekaj denarja tudi v te namene, da bi preko podjetja Infrasport pač vstopili v samo strukturo in pomagali športnemu društvu Kranjska Gora pri dokončanju te zgodbe, ki ji ne manjka prav veliko, ampak vemo pa, da je sklepna faza pred nami. Ja, tukaj seveda v Kranjski Gori se pripravlja tudi še nekaj sanacij, javne razsvetljave, vsega tega kanalizacijskega sistema, ki je pač še vedno rak rana cele občine. Bomo v ta namen tudi v letošnjem letu pripravili načrt oziroma projekt druge faze kanalizacijskega sistema Jasna Kranjska Gora, ki bo rešil ta problem iztekanja fekalij v vodotoke. Upam, da se to naredi v naslednjih letih, tako da bo Kranjska Gora do leta 2020 resnično rešena in da bomo imeli zaprt sistem, da ne bomo že na začetku naše čudovite reke Save onesnaževali pač te vodotoke, ki so res lahko nam v ponos, pa tudi seveda v turistične namene izredno atraktivni. Gozd Martuljk. V Martuljku letošnje leto načrtujemo izdelavo težko pričakovanih pločnikov. Občina ima za to namenjene svojih 140 000 evrov in v prvi fazi bi izdelali pločnike na pripravljenih pač terenih, se pravi od mosta čez Savo pa do gasilskega doma. V tej fazi čakamo samo na razpis in dogovor z DRSI, to je Družba Republike Slovenije za ceste, mislim, da in dela naj bi po obljubah nam danih pred mesecem dni stekla v jeseni 2016. V Gozd Martuljku imamo še nekaj obljubljenih oziroma začetek projektov ob kempu Špik, in sicer kemp, kot veste, bo letos ponovno odprt, bo revitaliziran, odprlo ga bo hčerinska družba podjetja Hitlarix. Zelo sem vesel, da smo se uspeli dogovoriti, da se kemp ponovno odpre. V ta namen smo mi pripravili tudi projekt izdelave naravnega kopališča oziroma naravnega jezera na območju jezercev, ki pa so v lasti Republike Slovenije, in sicer Sklada kmečkih zemljišč. V ta namen smo pripravili več kot 100 000 evrov za projektno dokumentacijo za začetek pač teh pripravljalnih del in upam, da se uspemo dogovoriti z državo, da nam ta zemljišča izvzame, da lahko mi v bistvu se lotimo gradnje tega naravnega kopališča, ki bi pač res dodal kraju Martuljk tisto piko na i in ki bi Martuljk spet turistično obudil, ga povrnil tam, kamor je že bil. Turistično je Martuljk pred leti izredno dobro že funkcioniral. Mislim, da ne manjka Martuljku veliko in da bomo s tem stvarmi to pač pognali. V Mojstrani in Dovje pa je poglavje zase, to je krajevna skupnost z največ prebivalci in verjetno tudi z največjo intenzivnostjo gradenj. Letos bomo izvedli na Dovjem
igrišče za otroke, podaljšanje ceste mimo gasilskega doma, obnovili bomo škarpe pod cerkvijo, odkupili smo zemljišča za razširitev ceste mimo Britofa, mimo pokopališča. Uredili bomo kar nekaj meteorne kanalizacije na Dovjem, ki je pereč problem, in seveda v Mojstrani pričeli z gradnjo osrednjega prireditvenega prostora Parka Olimpijcev, kot se bo imenoval, nasprot trgovine Mercator. V Mojstrani bomo odprli letošnje leto, lani dograjeno plezalno pot na Grančišče, ki bo skupaj z Planinskim muzejem, kamor pač nameravamo preseliti večino turistične in vodniške dejavnosti, velika popestritev za ta gorski kraj, jaz mu rečem gorsko-planinski kraj Mojstrana. To je že bil in mislim, da se počasi vrača na to pot stare slave gorsko-planinskega kraja. Mislim, da je Mojstrana letos s temi pač investicijami, ki sem jih naštel, pa verjetno jih nisem vse povedal, ker jih je še kar nekaj za dodat, udeležena v kar precejšnjem kosu te proračunske torte. Na spisku proračunskih odhodkov imamo tudi sofinanciranje ceste proti Vratom. Se pravi, kolikor država zagotovi enaka sredstva po naših dogovorih, bi se asfaltirala cesta do Peričnika in še v bistvu do Krede, tako da bi v letošnjem letu asfaltirali cesto na polovico Vrat, drugo polovico in cesta Vrata bi s tem bila asfaltirana, ne bi bilo več tega onesnaževanja prahu. Je pa to začetek te želje, ki je zapisana tudi v strategiji občine, umirjanja prometa v Alpskih dolinah in zapiranje teh vrat, teh dolin, s tem, da se pač trajnosten in seveda ekološko prijazen promet vzpostavi za tiste, ki pa pač v nadaljevanju, v naslednjih letih vseeno želijo v doline z avtomobili, s svojim prevozom, pa pač plačajo ta vstopno takso in se odpeljajo do teh parkirišč sami. Še mogoče, da omenim Belco, ki sem jo preskočil. Na Belci je predvidena sanacija nekaj cest, asfaltiranje, postavitev majhen bolj učinkovite javne razsvetljave in namestitev te table radarske za pač merjenje hitrosti na Spodnji Belci. To je bila tudi želja občanov. Pa če zaključiva v Radovni je letos namenjenih tudi kar nekaj sredstev, in sicer ureditev javne razsvetljave, nadgraditev, pa asfaltiranje ceste od Psnaka pa do Guharja. To je manjkajoči del trase, ki je edini še ne asfaltiran. Tukaj sem pač po dogovoru spet z državo, z DRS, se pravi Družbo Republike Slovenije za ceste, uspel pač doseči dogovor o sofinanciranju, tako da bi ta del letos investirali in jo tudi preplastili. Država sama se takih stvari ne loteva in bi to bilo pač obsojeno na makadam še naslednjih ne vem koliko 10 let, ampak v primeru, da pa občina pokaže dobro voljo in sofinancira izgradnjo ceste, pa tudi država pač pristopi in pač
sistemom 50-50 se bomo to pač letos rešili. Še nekaj, en most je, ki sem ga pozabil omeniti, spodaj pri Gogalu, ki pač omogoča stalno prehodnost Radovne tudi v primeru poplav, in to je tudi v letošnjem programu še namenjen. Ocena stroškov je pa nekih 20 000 evrov, no Bojan, to je pa vse. Zdaj pa še mene jezik boli. Ne, na koncu sem hotel vse skupaj malo bolj domače zaključiti. Jani, pa bo kar po domače, Jani poznamo tako kot podjetnika, kot župana, projektov ogromno, je sploh še čas za kakšen skok s padalom? Ja, veš, da res, po pravici povedano, sem se lotil tega županovanja, mogoče celo preveč resno, ampak začetek je tak, če se odločiš za nekaj in če si človek dejanj, moraš to speljati, in jaz pač se zavedam, da prve 2-3 leta bo težka, mogoče bo pol tisto dan let malo lažji, no, ampak ja, za skok s padalom, ja, si ga vzamem, ampak res veliko manj, ja. No in recimo, ko se pa odpelješ proti Vršiču, ki je en izmed koč recimo tudi, pa greš mimo Jasne, vrveš julija, avgusta, občutek je dober, verjetno enkraten. Kako živi zdaj vse skupaj, koliko ljudi je, nekateri se samo sončajo, nekateri prijejo na kavico, nekateri pogumni tudi skočijo v vodo, kot recimo sam občutek je lep verjetno. Ja, v bistvu meni je občutek lep, že ko se pripeljem iz avtoceste v našo občino in ko se peljem mimo Topolina, ki ga bomo letos uredili, pa sem ga prej pozabil omeniti, tudi precejšen del sredstev se bo namenil za urejanje vstopne točke Topolino. Meni je občutek lep že od začetka občine. Jaz se počutim, ko pač pridem na območje naše občine, kot da pridem v svoj dom, na svoje dvorišče, in težko stopam čez papir, da ga ne bi pobral, če bi rekel malo bolj prislovnično. Tako da tudi Jasno, tudi Planica, pa Radovna, vse dele občine v bistvu gledam enako, in moram povedati, da res tudi včasih zvečer se odpeljem po občini, gledam tako, kar včasih po svojem ranču, bi jaz rekel, po svoji firmi, prav enako, z enakim očmi gledam na občino, in mislim, da tisti župan, ki ne gleda na občino s takim očmi, ni dober župan. Vsekakor se strinjam, glede na to, da te jezik boli, bi dodal mogoče na koncu še kaj. Ja. Verjetno se skupaj eno fajno pomlad, pa da se udeležimo čistilnih akcij, da naredimo nekaj dobrega za naše kraje. Ja, tako kot so že na začetku povedala, pa ki bila v bistvu celo tole najno debato ena rdeča nit te zgodbe, da pač ljudje ta prvi uredimo okrog svojega praga, na to uredimo majhen širši, in to širši je občina. Pač, če že v Sloveniji mi nismo pristojni za urejanje, pa naj bo vsaj naša hiša, naš dvorišče in naša občina za primer, ne samo v Sloveniji, tudi lahko čez mejo. Jaz se nikoli nisem primerjal samo z našo domačo konkurenco, mi moramo biti konkurenčni tudi našim sosedom preko meja, tako da jaz sem prepričan, da vsi skupaj to zmoremo. Zato bi jaz vse občane še enkrat res lepo povabil na te akcije, na ta spomladanska čiščenja, urejanja naše doline, da se jih udeležimo v čim večjem številu. Tudi jaz bom prisoten velikokrat, jaz bom vzel v roko kramp in lopato, pa mogoče vžgal traktor. Tako da se vidimo na akcijah, se vidimo na terenu,
lahko me pokličete, mi pišete, telefon imam vsak dan, 24 ur na dan prižgan, za ideje sem sploh dostopen, zelo rad poslušam pač dobre ideje naših občanov in vsem en lep pozdrav in srečno. Hvala lepa, oziroma bom rekel po domače tudi Bog zahval. Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, današnja občinska oddaja je za nami. Verjamem, da ste slišali veliko zanimivega, pa tudi nekaj povabil. Tako da upam, da se boste udeležili teh naših snidenj, če lahko tako rečem. Hvala lepa za pozornost, kar boste počeli, počnite to s strastjo in imajte se radi. Se vidimo.